Smo na festivalu Pixel Point, 23. edicija. Letošnji koncept festivala je Trust and Risk, zaupanje in tveganje. Zdel se mi je zelo zanimiv koncept, namreč zaupanje in tveganje sta pravzaprav že prvi medčloveški odnosi. Nekomu, če zaupamo, hkrati tvegamo, saj tega človeka pravzaprav ne poznamo dobro. Torej, zaupanje in tveganje sta tako prva definicija človekovega odnosa do nečesa, naj bo to torej medosebni odnos ali odnos med stvarmi ali pojmi, ki imajo z nekega določenega stališča kaj skupnega. Umetnost je pravzaprav nedvomno tisto sredstvo, ki se svojo estetsko vrednostjo in nepristransko sporočilnostjo nevtralno nagovarja tako posameznika kot družbo. Spremeniti človekov odnos do narave, umetnosti ali ljudi pomeni imeti kritičen, naklonjen ali odklonilen, torej pozitiven ali negativen odnos. In ker vsaka sprememba zahteva čas, se moramo soočiti z vprašanjem, kako tveganje za zaupanje nevtralizirati oziroma kako misliti nov svetovni red, znotraj katerega so se zaradi pandemije pravzaprav zelo močno spremenili družbeni odnosi in to v toliko, da jih ni več mogoče prepoznati. Tudi v času covida recimo se znašli prav v tem nekem nezaupanju oziroma ali se cepiti, ali se prekužiti, ali preboleti in smo pravzaprav naleteli na velik odziv tako strokovne javnosti, medijev, komu zaupati pravzaprav danes še. Tukaj recimo se pa znajdemo v umetnosti in tudi umetnik, da sodeluje na festivalu, torej gre med nami za nek odnos, torej med zaupanjem in tveganjem. Mi tvegamo s tem, ko povabimo umetnika, enako pravzaprav umetnik, ampak hkrati, če skušamo ustvariti nekaj skupnega, nekaj dobronamernega, seveda si moramo zaupati. In pravzaprav ena taka definicija zaupanja je pravzaprav zaupati, upati si zaupati. Vemo pa tudi, da torej festival Pixel Point predstavlja intermedijsko umetnost oziroma umetnost novih medijev in teh novih praks, ki nas pravzaprav so že zelo prevzele, torej umetniki tukaj združujejo ne samo umetnost, tudi znanost in pa seveda tehnologijo. In vemo, da smo danes v 21. stoletju pravzaprav v nekem res močnem tehnološkem razvoju in ali zaupati recimo danes še tej tehnologiji. Zaupati v moč sporočilnosti umetnosti, ki NASA prevzema tveganje, da tudi sama ostane nerazumljena, a kljub temu vztraja, je subtilna naloga. Odločitev za tveganje znotraj umetniškega diskurza je tako hkrati odločitev za upanje. Upati se spet zaupati. Torej, letošnja edicija 23 Pixel Pointa je pravzaprav tudi ponovno šla preko meje, tako da letos sodelujemo recimo z 3 razstavišči in sicer v Stari Gorici oziroma v Gorici v galeriji Agore predstavljamo študente. Gre pravzaprav za 2 akademiji, akademija tukaj v Novi Gorici in pa Akademija za likovno umetnost v Ljubljani. Torej, iz Nove Gorice je mentorica Rene Rusjan in iz Ljubljane je mentor Sašo Sedlaček. Torej, se umetniki predstavljajo z nekimi, bomo rekli, začetnimi inštalacijami, torej ne gre toliko za koncept tega, ampak dejansko sem želela kot kuratorica povabiti torej mlade ustvarjalce, saj na mladih stoji svet. Je pa zelo zanimivo recimo to, da ni pravzaprav moških ustvarjalcev, ampak se študentke predstavljajo torej samo punce. In to se mi je zdelo še toliko bolj zanimivo, da torej tudi v tej intermedijski umetnosti močno se uveljavljajo punce in menim, da tudi danes na akademiji je skoraj že kaki moški tam samo za vzorec. Naslednjo razstavišče, kjer predstavljamo 2
intermedijski inštalaciji pa sta recimo v Mostovni, galerija Tir Mostovna. Tam pravzaprav predstavljamo skupino, ki se imenuje Stran 22. Stran 22 gre pravzaprav za več umetnikov iz različnih področji, torej od arhitekture, oblikovanja, tehnologije, performansa, vizualnih umetnosti in so naredili ene dve tako zelo zanimivi prostorski inštalaciji in sicer soap opera, gre torej za nek mehanizem, ki je narejen z milnim mehurčkom in vemo, da milni mehurček je pravzaprav simbol minevanja. In pa druga inštalacija je naslov Da mesteso non vengo, kjer pravzaprav gre za tudi prostorsko inštalacijo, ampak je nekako narejena z videokamero, ki nas bolj multiplicira, tako da nekako inštalacija deluje kot ustvarja okrog nas kot neke duhove, torej opozarja nas, da na svetu nismo sami. Glavna osrednja razstava pa je seveda tukaj v Mestni galeriji, kjer pa predstavljamo približno 8 inštalacij, kjer nekako vsaka na svoj način v bistvu je odraz tega zaupanja in tveganja. Recimo predstavljale sta se torej Ladies of the Press, kjer sta bile pravzaprav fotoavtomat in sicer v fizični obliki. Ladies of the Press torej gre za medije. In spet vprašanje, ali medijem še danes zaupamo ali ne. In v bistvu punce sta torej tukaj delale kot en performance, ki se seveda mogel prisostvovati, trajal je nekaj ur in umetnici sta bile pravzaprav fizični avtomat. Torej to, kar ponavadi delamo na aplikacijah, na telefonih, sta one dve v fizični obliki, torej z teboj kot osebo naredile eno fotografijo, en portret, ki je zelo deloval nekako nadrealističen. In seveda ste to fotografijo pol dobili tudi lahko za spomin domov. Naslednja inštalacija, ki jo tukaj predstavljamo, je recimo Not like Houdini. Avtorji so Jože Slaček, Saša Bezjak kot umetnica in pa Jakob Vogrinec. Inštalacija pravzaprav Not like Houdini je torej en odziv na Houdinija. Vemo, da Houdini pravzaprav je bil eden prvih, ki je delal performance in situ, torej ko se je reševal iz teh verig in tako naprej, je šlo pravzaprav za nek performance. In tako je v tistem času Louis Vuitton preko časopisnega oglasa Houdinija pravzaprav poklical, da naj se reši iz njegovega kufra. Seveda se Houdini na to zadevo ni odzval, zato so avtorji nekako v današnjem času, nekako metaforično, torej uprizorili to inštalacijo, torej naslovljeno Not like Houdini, kjer pravzaprav Saša Bezjak nastopa in seveda, ker ona ni Houdini, jo zapremo v kovček in seveda se iz tega kovčka recimo ne bo mogla rešiti. Naslednja zelo zanimiva inštalacija je pa recimo Alter ego nemškega umetnika Morica. Alter ego pravzaprav predstavlja nek temelj interdisciplinarnega sodelovanja pri nevrofizioloških raziskavah. Torej ne gre samo za inštalacijo kot umetniško, ampak gre dejansko za neke medicinske namene. Gre za sinonim razcepljenosti, kjer pravzaprav skuša vizualizirati mentalno in mimetično razmerje med dvema recimo partnerja, ki se postavita pred to inštalacijo. Na razstavi imamo tudi Cirkulacija 2, to je pravzaprav spet ena skupina umetnikov, ki seveda so tudi koproducenti, se združujejo in povezujejo na različnih področjih. In tukaj na razstavi recimo predstavljajo mašino za izboljšanje sveta, torej Commonwealth Machine, kar pa pravzaprav umetniki dejansko metaforično predstavljajo to mašino, kot recimo nekoč so to bili vladarji, danes so to naši politiki, torej gre za stroj, ki upravljajo našo državo in seveda ta stroj bi želeli izboljšati. Imeli so tudi en performance, ki je bil torej zelo na otvoritvi povezan z tem
Na razstavi predstavljamo tudi umetniški tim Primož Novak in Nika Oblak, ki sta pri nas že prav zelo dobro uveljavljena in zelo tehnološko dobro podkovana. Tukaj se predstavljata z dvema inštalacijami. Ena je naslov Odkot prihajamo, kdo smo in kam gremo. Pravzaprav gre za naslov slike od Gogena, ki jo je naredil na Tahitiju. Druga inštalacija pa je naslov Infinity, neskončnost. Torej v obeh primerih pravzaprav se vrtimo na neki točki in ne vemo, kam gremo, kaj se nam bo zgodilo in kaj bo. Naslednja inštalacija, recimo, ki je na razstavi in se mi zdi zelo estetsko rešena in tudi idejno zanimiva, je recimo kaleidoskop, ki je narejen iz smeti. Vemo, da so danes odpadki velik problem, ne vemo, kam bomo šli z njimi, in umetnica Brina Ivanetič je naredila eno tako kanto za smeti, kjer jo pravzaprav vrtiš si z nogo in gledaš skozi luknjico zgore, kjer pravzaprav vidimo odpadke, ki se spreminjajo z ogledali, torej v eno tako lepo podobo kaleidoskopa. Vsi poznamo, saj kot otroci smo vsi imeli to igračo, s katero smo se zelo radi zabavali. Teda se mi zdi ideja res odlična. Na razstavi se še predstavljata duo Janez Grošelj in pa Andrej Štular z inštalacijo naslovljeno Mesto oziroma skica za to mesto. Ta inštalacija pa je spet narejena iz takih ready-made zadev, odpadkov, ki je pravzaprav zložena v neko postavitev in narejena zelo analogno, torej z nekimi motorčki se premika in z glasbo in lučjo daje podobo mesta. Torej gre za pogled, ki nas recimo zavaja, saj je, spodaj vidimo torej reciklirane zadeve, na steni pa vidimo lepo cev, v bistvu enega prelepega mesta, kjer lahko govorimo celo o utopičnem mestu.